Pozdravljeni v moji družbi, z vami sem Teja in za vas berem energije s pomočjo tarot kart. Preden začnemo, te lepo prosim, da si spodaj v opisu videa prebereš vse informacije, ki jih moraš vedeti v zvezi z mojimi pogledi in potem lahko začnemo. Danes si bomo ogledali še perspektivo dvojčkov. Za ovne sem že naredila in je zelo zanimiv pogled, zato jaz priporočam, da si ga pogledate, ker je, tudi če niste ovni, to niso v bistvu napovedi po horoskopskih znamenjih, ampak v bistvu gledamo iz perspektive določenega znamenja. Se pravi, ne vem, nekdo, ki je rak, gleda na neko situacijo iz ene perspektive, nekdo, ki je dvojček, gleda na isto situacijo iz popolnoma drugačne perspektive. Nekdo, ki je oven, pa spet iz neke tretje. Se pravi, gre se za neke določene situacije, ki jih pogledamo iz različnih perspektiv. In kadar ti pogledaš, sploh če nisi oven, če si recimo vodno znamenje in če v svoji rojstni karti nimaš sploh ovna, je pa sploh zelo pomembno, da pogledaš recimo tudi ognjevita znamenja, zato ker ti ta znamenja ti dajo neke perspektive, ki jih sam ne nosiš v sebi. Se pravi, če si ti bolj vodno znamenje, je ful pomembno, da v bistvu pogledaš ognjevito znamenje, da vidiš, kako bi se nekdo, ki ima recimo v rojstni karti več ognja, kako bi on gledal na neko situacijo in tako ti potem to pomaga razkriti neke take dodatne informacije, ki ti pomagajo lahko v življenju in v situacijah. Zdaj tukaj imamo neko tako priložnost. Jaz iz te cesarice vidim neko osebo, ki pride z neko konkretno ponudbo in prinese nekaj zelo pomembnega. Se pravi, neka ponudba, ki v bistvu je tukaj nosi v bistvu tega otroka in otrok je v bistvu, to je nek začetek nečesa, nekaj majhnega, ampak to se lahko razvije. Se pravi, vsak otrok lahko zraste v človeka in je lahko v bistvu postane nek zelo vpliven človek. Zdaj, mogoče za kakšne dvojčke tukaj tudi imamo lahko kakšno nosečnost, ker sem jaz že pogledala te karte. Te karte sem jaz že pomešala in že pogledam spodnji kup, da vidimo v bistvu, o čem se bomo danes pogovarjali. In gre za v bistvu neko ponudbo, ki je mogoče majhna, ampak čutiti je, da je to nekaj, kar se lahko razvije v nekaj večjega. To so neki v bistvu darovi, neko darilo mogoče. Dajmo pogledati naprej, ne. Zdaj imamo tule dvojko palic. In v bistvu je tukaj tole darilo prinaša v tvoje življenje pomembno odločitev. Kako se boš odločil, ne. In to imamo tako kot v matrici, ne, rdeča tabletka ali pa modra tabletka. Zdaj, ponavadi je tako, ne, modra tabletka je, da se zbudiš naslednji dan in v bistvu živiš neko lepo življenje, se pravi, vse, kar si želiš, imaš tako življenje, ne. Rdeča pa je v bistvu, da greš v globine in da raziskuješ življenje in pač rdeča tabletka je verjetno ponavadi težja, ampak modra tabletka, ne, pa je tista, da se zbudiš v nekih lepih sanjah in pač živiš neko lepo klasično življenje, lahko pa greš v bistvu notri in gledaš, kako globoke so te zajčne luknje, nekako tako. Se pravi, zdaj vsak se nekako odloči drugače, ne. Eni imajo rajši bolj neko stabilnost, ne, in recimo to je neka stabilna ponudba drugače. Ker imamo to cesarico, je tule v bistvu pol njenega telesa je neko drevo. Se pravi, je tako v zemlji, je nekaj statičnega, stabilnega, ne. Kaj pa imamo potem tukaj? Imamo pa zaljubljenca. Se pravi, gre za neko odločitev. Bom to dala tako, da se lepše vidi, ker so glih take lepe karte. Se pravi, gre za odločitev, katero pot izbereš. Izbereš modro ali izbereš rdečo. Zdaj, če izbereš rdečo, lahko ostaneš tukaj, tukaj je videti neke darove, nekaj pride, ne vem, to so lahko tudi pač tako, kot sem rekla, ne, lahko živiš v svojih lepih sanjah. Se pravi, pač to, kar si želiš, nekako se ti uresniči in pač to imaš. Ampak to imaš pol zavedno, ni več pol nekih, da si boš nekaj izmišljeval. Če se pa odločiš za rdečo, pa v bistvu greš lahko dosti globje, ne. Tukaj imamo trojko, tukaj imamo šestko. Se pravi, greš dosti globje, ampak tukaj je v bistvu neka lepa povezava, neka lepa ljubezen. Zdaj, kaj ti katera odločitev prinese, bomo pogledali kasneje. Je pa v bistvu neka pomembna prelomnica in tukaj bo v bistvu pomembno to, osmica kelihov govori o tem, da zapustiš nekaj, kar te več ne osrečuje. Tako da zelo možno je, da v bistvu pride tukaj ena oseba, ki se te sicer več, ali pa priložnost, to je lahko tudi služba, ne. Recimo, trenutno si v neki službi, ki pač imaš dobro plačo, ne. Imaš dobro plačo,
pač niti glih neka ta služba zdaj, da ti bo glih neki ful veselje, ampak ti prinaša neko stabilnost ta služba, ne. Imaš pa, v bistvu se pojavi neka priložnost, ki izgleda fantastična, to so tvoje sanje, tvoje želje, ampak izgleda bolj tako, ne, pač tle par sveč, tle neka temna soba, nekje bohe v kleti, ta dva sta naga, ne, se pravi, niti za obleke nimajo, ne, se pravi, kaj boš izbral, ne, boš izbral to službo, ki ima več denarja, ampak ni glih neka srečna služba, ali boš izbral to službo, ki mogoče iz finančnega vidika ne obeta dosti zaenkrat, ampak v bistvu obeta na dolgi rok dosti več sreče, zadovoljstva. Ker ljubezen je na koncu tisto, kar iščemo. In to ne samo v partnerjih, ampak ljubezen na splošno, ljubezen v službi, ljubezen v karieri, domu, se pravi, iščemo to neko globljo ljubezen. Do tega se moramo dokopati, ampak da se dokoplješ do tega, moraš premagati svoj ego, moraš premagati to željo po stabilnosti, po neki stabilnosti, skratka. In v bistvu ta karta, kot sem rekla, govori o tem, da pustiš nekaj, kar te več ne osrečuje in greš proti nečemu novemu, proti luni. Se pravi, luna je tako nekaj domišljijskega, ne, ampak je nekaj lepega, neke sanje, ki so še daleč, ampak do njih se moraš dokopati, moraš dokazati, da v bistvu da si vreden teh sanj. Dokažeš lahko samo to, da greš na to pot, ne. Zdaj, če se odločiš za to pot, pač ostaneš tukaj dol, ne, pri teh kelihih, ki so pač tle. Zdaj, če so te kelihi nekaj, kar te osrečujejo, ostaneš tle, če pač ne. In zdaj, ker imamo vpogled za dvojčka, iz perspektive dvojčka, mi je prej padlo v oko tole znamenje, ta simbol, ki je simbol dvojčkov. In tukaj imamo štirko. Sicer te številke na teh kartah, jaz ne vem točno, kaj pomenijo, ker to ni lih vezano konkretno na tarot, ampak je v bistvu ta pot ti na nek način ponuja neko stabilnost na dolgi rok. Mogoče ne bo videti stabilna na začetku, ampak na dolgi rok pa je zelo možno, da ti prinese kakšno stabilnost. Zdaj tukaj pa, če se ne motim, mislim, da to znamenje za moškega. Ne, ni, sem se zmotila. Mislim, da je to znamenje moškega. Dobro, nič, pustimo stati tole. Dajmo, v bistvu, preden sploh delamo neke konkretne zaključke, jaz mislim, da tako, zdaj, katero pot izbrati, je v bistvu tako, da izbereš tisto pot, ki te osrečuje, in tista pot, ki te ne osrečuje, če se pojavi neka priložnost, da pač greš tudi, če ne obeta na začetku dosti. To bi bil zdaj zaenkrat moj nasvet, ampak najboljše, da se mi kar lotimo vpogleda in bomo tako potem najbolj videli, kaj nam tukaj karte hočejo povedati in katera priložnost je boljša za nas oziroma zate. Ok. Choices. Danes smo imeli tudi v dnevnem pogledu, so napisala odločitve. En kup odločitev, en kup možnosti, en kup priložnosti. In sploh zdaj, ki se v bistvu, ko vstopamo v novo energetsko obdobje, ki bo dosti lepše od tega, kjer smo bili zdaj. Ker zdaj to energetsko obdobje je bilo v bistvu tako, da nas je nekako sililo v to, da se zapremo vase, da raziščemo svoj notranji svet. In glede na to, da smo imeli zdaj ta covid in to, v bistvu je to neka povezava in v bistvu nek dokaz, recimo zate, ki recimo, ne vem, se ne spoznaš na energije, recimo, da v bistvu je energetsko že bilo tako nekako usmerjeno v to, da se v tem obdobju poglobimo vase. In covid nam je pri tem samo pomagal. Zato jaz vedno pravim, nobena stvar ni slaba. Tudi če je nekaj, kar se ti slabega zgodi, je to z nekim razlogom. In zdaj, če se ti zapičiš v to, joj, groza, jaz pa zdaj ne morem nikamor, in jokaš, namesto da bi sprejel to, ok, zdaj pa je tako, da se jaz moram zapreti vase, moram se zapreti v dom in dajmo tle raziskati, dajmo razčistiti, kaj je doma, kaj je pri meni doma, ne doma kot v hiši, ampak doma v srcu. Kaj si jaz sploh želim, kakšne so sploh moje želje za prihodnost, ne? In zdaj v to novo energetsko obdobje, ko vstopamo, bomo v bistvu, pač zdaj smo nekako se pripravljali na to, iskali smo sebe, iskali smo svoje želje in zdaj se v bistvu v tem novem obdobju bomo dobili en kup testov iz vesolja, oziroma od Boga, ne vem, zdaj test, kaj pomeni test? To ne pomeni, da te Bog preizkuša ali pa vesolje, ne, če ne verjameš v Boga. Ne pomeni, da te zdaj nekaj preizkuša, da ti daje zdaj neke teste, ampak pomeni, da v bistvu ti pridejo na pot različne priložnosti. In zdaj, če si ti v preteklem obdobju predelal svoje lekcije, če veš, kaj si želiš, bo v bistvu
zelo enostavno izbrati to priložnost, oziroma dokaj enostavno. Zdaj, če pa nisi razčiščeval na sebi, če nisi delal na sebi, na svojem razvoju, zna biti, da lahko izbereš kakšno slabo priložnost. Kar pa tudi ni narobe, zato ker v bistvu, kadarkoli izbereš slabo priložnost, se potem lahko v bistvu od nje naučiš in naslednjič veš, da te priložnosti več ne boš izbral. In zdaj recimo ta karta je ful zanimiva, ker ponuja ogromno priložnosti in recimo tukaj imamo en kup enega zlata in nekega nakita, tu je pikapolonica, se pravi nekaj srečnega, čeprav ta pikapolonica izgleda bolj kot nek grozen pajek. Tukaj imamo neko drevo s plodovi, tukaj imamo 2 ključa, tukaj imamo nekega polžka in tukaj imamo kačo, ne. Ampak v bistvu ta priložnost, ki je prava, tukaj so krila, angelska krila, se pravi, to je tista prava priložnost, je skorajda skrita, ne, ker nekako ti vse te ful prej padejo v oko kot tale. In to je v bistvu to sporočilo tega vpogleda. Tista prava priložnost je vedno malček skrita. Zakaj? Zato, ker pravo priložnost si zaslužijo samo tisti, ki verjamejo vase in verjamejo, da si zaslužijo najboljše. In če ti verjameš vase in če verjameš, da si zaslužiš najboljše, boš vedel, kjer je ta priložnost, ker bo zraven te priložnosti nekaj sumljivega, ampak ne bo jasno definirano kaj. Ker če pride ta priložnost, tukaj tako vidiš, to je kača, ne, tu mi nekaj smrdi, to ni v redu, to je lahko nevarno, tukaj vidiš en kup nevarnosti in tako rečeš ne. Pri tej priložnosti pa bo videti tako lepa, da bo preveč lepa. Enostavno preveč lepa, da bi bila resnična in pol te to v bistvu, če ne verjameš vase in če ne verjameš v to, da ti je vedno v bistvu namenjeno samo najboljše, potem v bistvu te lahko zmede vse to pravljičnost, ta čudovita priložnost te lahko zmede in ti ustvari lažne strahove, da to ni dovolj dobro in pol se odločiš, ne vem, za to drevo ali pa za nakit ali pa ta 2 ključa, ne, okej. Evo, in to mi je tako zdaj zanimivo, ker imamo tle tako v bistvu ta krila in potem pride v bistvu ta priložnost, ne, konj na krilih, se pravi, neka oseba pride, zelo verjetno, da je to pač neka oseba z neko ponudbo, ki je taka prav pravljična. Vitez mečev je nekdo, ki je zelo direkten, tukaj ne bo ovinkaril, tukaj pride ta oseba in pove jasno in glasno, kaj ima, kaj ti ponuja, ne, in evo, prej smo imeli pri ovnih, smo imeli sredinsko karto svet. In svet nakazuje na konec ciklusa. Karta norec nakazuje na nov ciklus. In tukaj imamo v bistvu tale oseba prinese neko priložnost, ki v bistvu nekako, poglej tega norca, ne, se pravi, je neka oseba, ampak sploh nima obraza. Se pravi, je čudno, vse skupaj čudno, ampak je drugače lepo, pač tle stoji na neki žogi in ta žoga lebdi v zraku, tle se neka mačka igra, to izgleda vse tako nekako, pač preveč lepo, da je bilo res, ne, preveč lepo, da je to resnično, ker, ne, ta mavrica tukaj in tukaj zadaj neko tako pravljično mesto, oblaki, luna, ne, prej smo imeli, kako gre gor na luno, in se pravi, sem rekla, da ko greš na luno, greš nekako k svojim sanjam, se pravi, vse tako nekako preveč lepo, da bi bilo res. In tukaj imamo visoko svečenico, se pravi, če verjameš vase, če zaupaš vase, če veš, da ti je tebi namenjeno najboljše, tisti ljudje ne bojo imeli tukaj nobenega problema. Ona ima zaprte oči, ampak ona vedno ve vse. Karta recimo svečenica je povezana tudi s tarotom in z vsemi temi s 5. dimenzijo v bistvu. To so one stvari, ki so zakrite, ki se dogajajo v ozadju. Se pravi, že to, da zdaj dobivaš te informacije, ti bo dalo v bistvu neko novo znanje, ti bo odprlo neka določena obzorja, razkrilo neke zavese. Visoka svečenica vedno deluje v bistvu skrivnostno. In tukaj je nekako to sporočilo, evo, tle imamo pa še 6 kelihov, ki tudi v bistvu so, v bistvu ta karta govori, da zdaj imamo tle spet rdečo modro, ne, govori, da ona ve, katera odločitev prava za njo, ampak mogoče tukaj še ni pravi čas za odločitev. In zdaj kot zaključno karto imamo tukaj dvojko novcev, kar na nek način kaže, da ta oseba gre naprej in ima nekako obe možnosti še odprte. Zanimivo. Ok, to bomo še raziskali. Se pravi, tukaj imamo sedmico
kelihov in tukaj imamo šestico kelihov. Zanimivo, ne vem, ta pogled mi je tak zelo zanimiv. Ok, dajmo pogledati kar naprej, bomo tako, da ne bom jaz prehitro delala nekih zaključkov. Zato, ker zdaj sam, če povem, no, da kaj imam jaz zdaj v mislih, ne. Prej smo imeli tukaj na tej strani, čisto na začetku, smo imeli nekaj stabilnega in neka ženska z otrokom, ne. In tiste otrok je izgledal nekaj majhnega, kar se lahko razvije, ne. Na tej strani smo pa imeli v bistvu zaljubljenca. In zdaj pa tako, kot imamo zdaj karte postavljene, pač tam sem vam rekla, da nekako rdeča stran je tista ta prava stran, ne. Tle pa imamo nekako v bistvu levo, tole modro stran nekako kot pravo stran. In zdaj imamo tle še karte rdeča, modra, se pravi, tukaj je res neka zmeda, to moramo razčistiti, da bomo vedeli, kako se pravilno odločiti. Zdaj, pač jaz verjamem tako, da v življenju nikoli ne narediš zares napačne odločitve. Vedno, kadar izbereš, tudi če je neka odločitev napačna, imaš kasneje vedno možnost izbrati potem novo pot. Vedno v življenju imaš vedno ogromno priložnosti, vedno se ti pojavijo nove in nove priložnosti, da lahko v bistvu izbereš pol neko drugo pot. Ampak mogoče je včasih pol malo težje, ne. Kadar ti je tako ponujeno, je dosti lažje takrat boljše razmisliti pa izbrati neko drzno odločitev, kot pa da pač igraš varno, pa potem ti je žal, ne. Zdaj, ne vem, dajmo kar začeti v bistvu z pogledom naprej. Dajmo pogledati, kaj je ta norec in zakaj je tukaj. Paž kelihov. Ja, v bistvu gre direkt to za neko tako ponudbo. Paž kelihov smo imeli v bistvu, ta vpogled je zelo tak, vidi se, da se pogovarjamo na nek način o isti situaciji, samo iz čisto neke druge perspektive. Ker tudi tam smo začeli, kot prva karta je bil lih paž kelihov, ne. Ta paž kelihov gre za neko ponudbo, ki je taka, pač ta bo jasno povedal, videti je, da ta jasno pove, kaj pa kako, ampak, ne vem, se pravi, paž kelihov gre za neki začetnik. To je neki začetnik, ampak na čustvenem nivoju. Sem jaz tu zdaj ne bi res govorila malo nič več kaj podrobneje, gremo kar naprej, pa bomo potem na koncu, ko bomo imeli celo sliko, čakaj, da dam jaz to malo bolj gor. Ko bomo imeli celo sliko, bomo potem lažje ugotovili, kaj pa kako. Dajmo pogledati, zakaj ta visoka svečenica tukaj, as kelihov. Ja, se pravi, tukaj gre za neko čustveno ponudbo, čustva. Tudi tukaj imamo potem v bistvu šestico kelihov in to je v bistvu, jaz mislim, da to ona pot, ko izbereš modro smer, ne, ko izbereš v bistvu nekaj, kar je pol pač sanje, bomo videli, no, bomo videli. Dajmo še kar pogledati, kaj si lahko obetaš, če v bistvu izbereš to pot. Karta smrt. To je karta transformacije, seveda smrt ne pomeni dejanske smrti. To upam, da vam je jasno. Pač včasih lahko nakazuje, ampak tukaj je v bistvu gre za to, da ok, jaz mislim, da zdaj počasi gruntam, kaj je fora. Jaz mislim, da če izbereš to pot, da v bistvu ta kelih, ki je v bistvu tale, da ga s tem, da ti izbereš v bistvu nek drugi kelih, ne vem. Dajmo pogledati še kar naprej, da imamo celo sliko, ker to je res tak zelo zakompliciran pogled. Dajmo pogledati, zakaj tukaj ta vitez mečev in kaj ta nosi. Devetico novcev. Ok. In kakšen izid se tukaj obeta? Sedmica palic. Ok. Ne vem, ta karta mi je še nekako prišla. Ok, devetica palic. Zelo težka odločitev. Iz perspektive dvojčka je to res težka odločitev, tako da tisti, ki so dvojčki po horoskopu, bojo imeli verjetno res neko tako težko odločitev tukaj za izbrati in bo pomembno, da izbereš pravo. Zdaj, katera je prava? Dajmo še eno karto zraven smrti tukaj, da nam to malček bolj podrobno razloži. Aha, ok, mislim, da mi je zdaj jasno. Mislim, da mi je zdaj jasno in tako kot zdaj vidim te karte, mislim, da sem vse to, kar sem povedala zdaj, pravilno interpretirala. Zdaj tako.
to je zdaj spet zelo zahteven pogled in jaz mislim, da bo spet ful časa trajal, ampak moramo pač, če se nekdo znajde v taki situaciji, je zelo pomembno. In zdaj, če to ni zate, pač ne gledati tega videa. Če se ne znajdeš v taki situaciji, ki je težka odločitev, to enostavno ni zate v pogled in pač dajmo ostati tukaj samo tisti, ki imajo res ta problem in se dajmo s tistimi ukvarjati. In pač za vas, jaz verjamem, da vam bo ta pogled prišel še kako prav. Seveda spet, to so splošni pogledi, zato moraš uporabljati svoje možgane. Zato jih imaš v glavi, da ne zdaj tega si jemati kot neka dejstva. Poslušaj, s srcem poslušaj ta pogled in tisto, kar rezonira s tabo, tisto spremi in drugega ne. Na koncu si ti tisti, ki se odloča v življenju, tvoje življenje, ti sprejemaš odločitve in sam si odgovoren za svoje odločitve. Mi tukaj gledamo energije. Zdaj, kako si ti interpretiraš te energije, je spet odvisno od tebe. To so splošni pogledi, zato je treba razumeti, da je to za več ljudi hkrati. Vsak ima malček drugačno situacijo in ne morem jaz recimo v enem pogledu vsakemu konkretno reči, ta odločitev prava zate ali pa da bi vse usmerila v to odločitev ali pa v to odločitev. Pri vsakemu bo drugače, zato ti uporabljaj svojo glavo in svoje možgane, da se pravilno odločiš. Jaz ti bom povedala zdaj, kakšne so te energije in ti potem sam pri sebi razmisli in ugotovi, katera stran gre za katero možnost, katero priložnost. In pač na tebi je, da se potem pravilno odločiš oziroma da izbereš tisto pot, ki jo v srcu začutiš, da je prava. Ampak dajmo zdaj, v bistvu zdaj, ko imamo tako celo sliko in jaz vidim tle, kaj se dogaja, mi v bistvu bo dosti lažje to pravilno interpretirati. Se pravi, ta oseba nekako pride z neko ponudbo in ta ponudba se zdi zelo, 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 zelo lepa. Preveč lepa, da bi bila resnična. Poglej, tukaj imamo ta as kelihov. Se pravi, to je pač neka lepa, neka lepa priložnost. Super. V njej ne vidiš nič slabega, pač lepo je. Mogoče te ne osrečuje, ni une prave sreče v njej, ne čutiš unega res globine, ampak je v redu priložnost. Recimo, če so to dve osebe, lahko tukaj pride ena oseba, za katero takoj začutiš, da ima nekaj lepega, ne? Da pač začutiš, da je to neka prijetna oseba. To je lahko neka oseba, ki recimo, če imaš seznam, kakšno osebo si želiš, ta oseba obkljuka vse kljukice na seznamu. Se pravi, na papirju je ta oseba fantastična, ne? Ampak zdaj čustva tudi mogoče so, ampak glede na to, da ima prazen kelih, da v njem ni vode, da je vsa voda samo tu, ta ponudba se mi zdi tako kot neki, tisto, ko dobiš neko službo, ki je pač, recimo, da te zanima, kaj bi rekli, da te zanima, ne vem, zdaj mi noben tak poklic pameten ne pade na pamet, ampak dajmo en poklic, hitro. Ne vem, v glavnem, to je neka služba, ki ima v redu plačo, super urnik, super služba, pač, Pol pa pride tle ena služba, ki je pa zgleda fenomenalna, pravno, ni šans, pač preveč lepa, da bi bila resnična in pol začneš malo dvomiti, ne, je to res to ali ne. In zdaj tako, tukaj imamo visoko svečanico, pomembno je, da se pravilno odločiš, torej, da ti veš, kaj si ti želiš. Hočeš ti službo, ki ti bo dala neko stabilnost, ne, tukaj imamo v bistvu otroke, družino in to je ta modra tabletka, ne, ko vzameš, se pravi, ko vzameš tisto stran, ko veš, da bo pač v redu. Imaš to službo in veš, da bo tvoje življenje super. Imel boš dovolj visoko plačo za kredite, imel boš dovolj, če hočeš kredite, ne, seveda, imel boš dovolj visoko plačo, ki ti bo omogočala lepo življenje, služba ima ful dober urnik, tako da boš lahko dosti časa z družino, skratka, pač lepo življenje, lepo, standardno, klasično življenje. Zdaj, če si to želiš, je to, je to tvoja pot zate. Zdaj pa imamo tukaj ta karta smrt in sedmica mečev. Tako kot imam tle karte in tako kot so energije, je v bistvu prava priložnost zate tale. Ampak ta pot je ful težja. Ta pot je ful težja in bomo pol povedali, zakaj. Zakaj imamo tukaj smrt? Ker v bistvu tukaj je na nek način, če izbereš to pot, je na nek način konec igre. Konec igre v smislu, da pač ti si zdaj sprejel priložnost, si se odločil in zdaj je to. Pač zdaj si v temu. To ne pomeni, da zdaj do konca življenja boš, ne vem,
to je tako, recimo, ker imamo tukaj otroke, recimo imaš partnerja in se odločiš, da bi imel otroka, ne? Ker tukaj imam pa škelihov in recimo una cesarica na začetku je prinesla otroka. In še to bi rada dodala, ne. Jaz mislim, da je bilo to zanalašč tako, da so nam karte tako naštimale, zanalašč, da smo imeli v bistvu prej na tej strani tisto odločitev, ki je zdaj prikazana na tej strani, in tista odločitev, ki je bila prej na tej strani, je zdaj na tej strani, in to je v bistvu nekako zanalašč, ker je glih to point, ker je zmeda. Tukaj je zmeda in ti moraš vedeti, katero odločitev hočeš, katero izbrati. In zdaj imamo tukaj v bistvu, če ti izbereš to pot, čeprav, recimo, če je tukaj otrok in se ti odločiš z nekim partnerjem, ki je na papirju fantastičen partner, to je nekaj, kar si celo življenje iskal, in se ti odločiš imeti s tem partnerjem otroke, je v bistvu konec igre. Pač konec igre v smislu, da je to. Zdaj si našel partnerja, si se odločil med družino in zdaj imaš to družino in si zgradiš hišo in oživiš to življenje. Zdaj to ne pomeni, da če ne vem, čez 15 let ugotoviš, da to ni partner zate, da si obsojen, pač ne, upam, da razumete. Konec igre, to ne pomeni, da zdaj konec igre, pač konec igre tistega življenja, raziskovanja, konec igre teh zajčjih lukenj, ko se pomikaš globlje in globlje in globlje. Zdaj, če imaš ti že družino in otroke, je lahko to v službi tudi, ne. Se pravi, ti najdeš to službo, ki ti omogoča pač vse, kar si želiš, in je to na nek način konec igre, ker recimo ta služba ti ne omogoča napredovanja. Nimaš pač v vsaki službi, kjer si ti zaposlen kot nek delavec, imaš nek zid, pač nekje je nek zid. Razen če si direktor, takrat mogoče imaš odprto nebo, ne, imaš več možnosti, ampak dokler si ti zaposlen v nekem podjetju, imaš vedno nek zid nad sabo. Več kot toliko plače ne moreš imeti, več kot toliko priliva ne moreš imeti, več kot toliko napredovati ne moreš, več kot toliko pač imaš nek zid, ne. Se pravi, je konec igre. Si se v bistvu ustalil, si rekel, okej, tukaj se jaz počutim odlično, to je meni fantastično življenje in to je to. Se pravi, zate je konec igre, ampak in spet, ko rečem konec igre, imam občutek, da to kar nekatere ljudi kar zbode kot, zdaj pa kaj, a zdaj to pomeni, da ker sem jaz bral neko stabilno službo, da zdaj pa kaj, ne vem, nekako čutim, da so nekateri ljudje kar užaljeni, zdaj ko rečem konec igre. Ampak konec igre pomeni to, da je konec tega raziskovanja, teh nekih dvomov, teh nekih pač skrivnosti življenja, ne. Ti se lahko odločiš za neko stabilnost in si tukaj ustvariš pač lepo življenje in uživaš v tem življenju. To je lepa, pač ta pot je lepa pot. Jaz ne pravim, da je tukaj kaj narobe s to potjo. Je lepa, pač klasična, stabilna pot. Zdaj, ali je služba, ali je družina, ali je pač karkoli, je nekaj statičnega in je na nek način konec igre, ker si se odločil, da boš pobral tisto, kar si dobil, in greš s tem pač, kar si dobil, greš lahko naprej. Ampak, če izbereš rdečo pot, te tukaj čaka še nekaj, ne. Samo zdaj ta karta je ponavadi karta samosabotaže. In tudi na nek način se tukaj vklopi, ne, v to situacijo. Se pravi, tebi je namenjeno nekaj boljšega. Tukaj imamo to priložnost, ki je dosti boljša kot ta kelih. Če pogledaš ta kelih, ja, ta kelih je velik, ful, glej, čez celo karto je ta kelih. Ta je čisto majhen in tako skoraj je malček zakrit. Te kelihi ful bolj padejo, izstopajo ven kot tale kelih, ne. In na nek način je to v bistvu vzorec samosabotaže. Se pravi, življenje ti je na pot poslalo nekaj ful boljšega, ampak zato, ker dvomiš vase, samosabotaža, rečeš, ma ne, jaz rajši ne bom riskiral, bom jaz rajši vzel to, kar vem, da je za ziher, in bom jaz rajši s tem šel naprej, ne. In pol je v bistvu to na nek način konec igre. Se pravi, življenje reče, okej, ti si zavrnil to priložnost in zdaj imaš pač to si izbral in zdaj pa, glej, tle boš užival, so otroci, so lepi, so srečni, karta je super, je pozitivna, rožice so, skratka, če izbereš to pot, boš imel lepo življenje, tukaj ni dvoma, ampak se na nek način zate konča igra tega raziskovanja, tega, da lahko dobiš še več. Zdaj, spet nekateri ljudje, to je spet lahko za nekatere ljudje predstavlja ta smer pohlep, da je to nekaj zdaj, kar ne, ampak pač ja, tle, ta pogled že vidim, da me bo zmatral, sem že kar brez energije skoraj. Ampak ne vem, se mi zdi ful pomembno, no, pač zdaj spet odvisno, to res moraš svoje srce poslušati. Sem, tako kot vidim na tle na kartah, jaz bi izbrala to pot, bomo pa še to malček predelali in bomo videli. Skratka, ta pot je nekaj stabilnega, ampak tukaj obstaja še nekaj, dajmo pogledati.
Ok, zdaj pa pride ta ponudba, ki je v bistvu preveč lepa, da bi bila resnična, ne. In tukaj imamo tudi to devetico novcev, se pravi, v ljubezenskem svetu, recimo, če imaš nekega partnerja in razmišljaš o družini, in ta partner je nekdo, ki ga recimo, sploh to velja za take družine, ker starši nekako zahtevajo skoraj od otroka, recimo, ne vem, v moji družini je bilo tako, ne, so rekli, ja, če boš pripeljala domov nekoga, ki je potetoviran, boš šla ven iz bajte, ne. Seveda to je bilo v hecu rečeno, ne, da ne bo kdo mislil. Ampak na nek tak način, ne, se pravi, ti zdaj pa pripelješ domov enega človeka, ki ima ful dobro službo, ki je in sploh in ne vem še kaj in vsi so navdušeni in tvoji starši so ponosni, kakšnega dobrega partnerja si je našel moj otrok in to je to, ne, recimo. Ali pa služba, ne, recimo, evo, tudi to je bilo v moji družini, recimo, ful pogosto, pač dobra služba je tista služba, ki je, ne vem, v javnem sektorju, ne, ker tam imaš neko varnost, tam si v bistvu, imaš dobro plačo, imaš to, ampak ta kelih je prazen, ne, to pač ni, ja, okej, super, ampak tule je vedno neki zid, imaš tisto stabilno plačo, okej, ampak kaj pa, če imaš lahko več, kaj pa, če imaš lahko boljše, pa ne govorimo o finančnem smislu, ker tisti sploh, ki beži ki lovi denar, tisti na koncu izgubi tudi srečo, ne, se pravi, ni vse v denarju. Ampak tule recimo tule imamo novce, ne, se pravi, tukaj gre za neki denar in tukaj imamo kelihe, ne. In ta vpogled je ful tak zmeden, dobesedno bo tule marsikdo v velikih dvomih, katera pot je prava za njega. Tako da, če si res v dilemi, jaz ti svetujem, da pač, ne vem, da če želiš, seveda, in če tako začutiš, da naredimo oseben vpogled samo zate, ker tako bomo najlažje videli, katera pot je res prava zate. Ker tukaj moramo razumeti, da so vse energije nekako, ker za nekoga bo ta pot recimo lahko slaba pot. Sploh, če greš za denar, ne, če pride neka služba, ki je recimo, ki je nekako dobra, ampak pride neka služba, ki je nekako ful dobra plača in v bistvu greš v to službo samo zaradi denarja, čeprav tukaj je, mislim, ne vem, no. Glej, jaz bom tako rekla, uporabljaj možgane, jaz bom brala tako, kot so energije, ne bom se ukvarjala zdaj z vami in s tem vsem, mislim, z vami v smislu, s temi vsemi možnostmi, ker vsak ima drugače, to je res ful težko, upam, da me razumete. In pač, ne vem, zmedena sem, ker nočem narediti, tudi jaz nočem narediti napake, nočem nekomu narobe svetovati, zato te lepo prosim, da poslušaš svoje srce. Tvoje srce ima vedno vse odgovore. In jaz mislim, da katerokoli pot izbereš, bo prava zate. Ampak zavedaj se, da če izbereš to neko pot, ki ti pač ponuja neko stabilno življenje, tukaj pač, to je to, okej? Dajmo zdaj tlele. Ne vem, no, kar malo sem tako, no, panična, ne vem, zakaj. V bistvu vem, zakaj. Okej, zdaj mi je jasno, zato ker moram se kar malo umiriti. Zato, ker bo marsikdo v bistvu glih tako paničen, ker bojo prišle te ponudbe in ne bojo vedeli, kaj narediti. In bo ful težka bo za marsikoga ta odločitev. Zato dajmo se zdaj malo umiriti in dajmo umiriti te naše konje. O moj bog, kakšen vpogled, ampak dobro, po drugi strani sem se vse sprostila, tako, koliko traja, smo že kar dolgi, joj. Ampak to imam jaz probleme z dvojčki, ne vem, že takrat, ko sem v bistvu, že lani, v začetku leta, ko sem delala vpoglede tako po znamenjih, so bili vedno dvojčki, taki zmedeni, to je bila ena cela zmeda vedno pri teh vpogledih. Tako da me v bistvu to sploh ne preseneča, tako da jaz se opravičujem, če je kdo, ki je bil karkoli užaljen, jaz nisem kogarkoli hotela užaliti, razumite, da so to splošni vpogledi, okej, splošno. Gledamo za ne vem koliko ljudi. Pač zaenkrat verjetno enih 15, ampak že to je ful. Če pogledaš, 15 ljudi ne more imeti istih, ne more 15 ljudi spet imeti čisto iste situacije, ne, to upam, da razumete. Okej. Dobro. Zdaj, ko smo umirili malo konje, gremo lahko naprej. Gremo zdaj pogledati tole možnost, ki se zdi preveč lepa, da bi bila resnična, ker je zares preveč lepa, ne. To je recimo, pol pride neki partner, recimo v mojem primeru, ne, bi bilo to, recimo, ko sem prej rekla, ne, da so mi rekli doma, ja, če bo prišel potetoviran in poln pirsingov, te bomo nagnali ven s hiše, ne.
In zdaj pride tak, ne, ampak v bistvu do njega čutiš ful neko močno ljubezen. To so ena sama čustva. In pač ja, mogoče je ta človek celo nekdo, ki recimo nima službe in je tak nek umetnik, bolj pač svobodnjak, ali kako se reče. In v bistvu pol ti recimo starši, če imaš pač take starše, ki kontrolirajo, ki zelo vplivajo na tvoje življenje, ti lahko rečejo, kaj si nora, ti si imela tako lepo zvezo, imela si fanta, ki je bil, ali pa punco, se vseeno, ki je imel tako dobro službo, ki je to, ki je uno, ki je tretje. In zdaj pustiš to, zato da greš s tem nekim potetuiranim, ki ne vem, nima niti službe, kaj boš z njim? Z njim si ne moreš ustvariti družine, z njim ne moreš tega, z njim ne. Ampak čutiš pa ful močno ljubezen, čutiš, da je to poslano zate, da je ta oseba tvoja nekako, tista druga, neka. Tvoja duša dvojčica je lahko je sorodna duša, čutiš neko res globoko povezavo in v bistvu vidiš čez vse te, ne vem, zdaj, ko imamo ta primer s tatuji, vidiš čez vse te stvari in zdaj, zdaj bi še tako rekla, ne, če imaš take starše slučajno, ali pa, mislim, ja, če imaš take starše, ti predlagam, da si pogledaš, mislim, da je nasvet zate številka 3, v bistvu, in govorim njih o tem, če imaš neko osebo, ki te ful kontrolira in ful nad tabo izvaja nek nadzor in neka pričakovanja in tako naprej. Ti svetujem, da si še tisti video pogledaš. Ampak zdaj, kje je problem, ne, pri tej odločitvi? Zdaj tukaj imamo smrt, ne, spravi na nek način konec igre. Ti dobiš to, kar si izbral in to je to. Zdaj, če pa zbereš to pot, pa imaš tukaj v bistvu borbo še, tukaj imaš borbo in moraš se dokazati, moraš se izkazati. Kaj to pomeni? Recimo, če nadaljujemo s tem primerom, moraš priti domov in recimo oče ti reče, kaj, je bil dosti boljši, a tega si izbrala, ne? In ti se moraš postaviti zase. Ja, oče, tega sem izbrala, ker tam je všeč, tega ljubim, ne vem, karkoli. Ali pa mama, no, se vseeno. In moraš ti pokazati svojo moč, moraš pokazati to, da veš, kaj si ti zaslužiš, da veš, katera pot je prava zate. In pač ja, tukaj obstaja možnost, da ne bo uspelo iz prve, ne, da je še dosti borbe tukaj potrebne, dokazovanja. Recimo, zdaj, če imamo za službo, ne, če imamo za službo in recimo daš odpoved oziroma pride neka služba, ki se zdi taka, recimo nekdo pride, ki ima samostojno podjetje in v bistvu mu laufa dobro, ampak je samostojno podjetje, ti pa imaš službo v neki, v javnem sektorju, ki je neka stabilna služba. In pol prideš domov in rečeš, jaz bom pa dala odpoved in pol starši ti rečejo, kaj? Tako stabilno službo boš pustila, zakaj? Zato, da greš v to, pa to lahko propade jutri in kaj boš potem, poglej zdaj ta COVID, kaj naredil podjetjem, to se lahko jutri propade, zdaj so vojne, ne vem karkoli in kaj boš pol boš pa brez službe, zdaj boš pustila to dobro službo, zato da greš v to neko samostojno podjetje, ne, in pol spet moraš, ja, ker jaz čutim, da to nekaj zame, to me ful veseli in se moraš postaviti zase, ne, in moraš tem ljudem reči, to je recimo zdaj tvoji starši, ne, recimo. In moraš pokazati, da pol oni v bistvu zgubijo tle, veš, kako pol ta kar zapre oči in ok, delaj, kot misliš, da veš, pač delaj, kar češ, ne, tvoje življenje je, zdaj pa ne. In v bistvu tam ima celo neko tako rano, torej na nek način v bistvu na nek način raniš tako tvoje starše, ne, ker itak tvoji starši vse to delajo samo zato, ker ti hočejo recimo dobro, ti hočejo najboljše, ti hočejo ti pomagati, da si ustvariš stabilno življenje, da ne padeš v neke, da ne padeš v neke probleme, ne, in pač neka stabilna služba ti omogoča več te možnosti, da ne zapadeš v probleme. Medtem ko pa, če si ti odločiš za neko tako idejo, ki je pač, ne, tu lahko pa se res kdaj zalomi v prihodnosti. Ampak, kot je videti, je to neka v bistvu priložnost, ki ti je namenjena, ki je v bistvu ti vesolje poslalo in tukaj je zdaj v bistvu od tebe odvisno, kako boš se odločil, kakšno odločitev boš zbral. Ali greš na neko stabilno, klasično verzijo, ko veš, da je dobro, zdaj na dolgi rok ne veš, kaj bo, čez 15 let ta služba ti bo ziher postala dolgočasna, ti jo srečam 100%. Ker poglej, kakšni ljudje delajo v javnem sektorju. In zdaj, če si ti recimo v javnem sektorju, se tudi lahko zamisliš malo, ne vem, če si neka, kaj sem, dosti je takih služb, ko so kakšne uslužbenke tam na nekih občinah, na poštah in to, ko jim vidiš že na faci, da so zdolgočasene in da sama sebi je dolgočasna tam. In pač, zakaj ostaješ v takej službi, če ti je dolgčas tam? Če čutiš, da imaš nek potencial. Zdaj,
Dosti ljudi, zakaj ostane tam? Zato, ker ne verjamejo vase in pol izberejo tako stabilno možnost, zato, ker pač tako je najlažje. Ker zakaj bi se jaz boril, zakaj bi se jaz dokazoval, zakaj bi jaz v bistvu premagoval se in pač raje ostanem tle. In pol po 15 letih imaš to besedno poln te službe in vseh ljudi, ki ti tam non-stop hodijo in moraš se z njimi ukvarjati in imaš tisto dolgočasno faco in pol spravljaš sebe v nesrečo, spravljaš v nesrečo vse druge ljudi, ki tam pridejo in pač to je vse skupaj na koncu ena sama nesreča. Zdaj, spet ne pravim, da če zbereš to službo, da boš imel nesrečno življenje, daleč od tega, pač na koncu, enkrat, ko prideš do točke, ko vidiš, da je ta kelih prazen, da ti več ne daje tistega zadovoljstva, pač narediš konc in poiščeš neko novo priložnost. In pač greš iskati neke nove stvari, neke lepše stvari. O moj bog. Ta pogled. Ne vem, jaz sploh nimam besed. Joj, okej. Jaz mislim, da smo zdaj tle obdelali vse, kar smo imeli za obdelati. Se pravi, ta priložnost je taka bolj rizična, izgleda malček skoraj preveč dobra, da bi bila resnična. Tukaj pri tej možnosti vidiš določene pomanjkljivosti, jih že vidiš, so jasne, se pravi, vidiš, da tle ni kelika, vidiš, da to ni služba, ki ti bo prinesla ultimativno zadovoljstvo in ne vem kakšno srečo. Pač ja, prinesla ti bo stabilnost in to je to. Stabilnost in tudi neko, pač ja, ker imamo kelikov, te bo srečevala, seveda, ampak na dolgi rok ne. Pač recimo, jaz sem tudi, zdaj sem finančno bolj tako na dnu, bi lahko rekli, in pač sem bila že, itak, ko sem prišla do te točke, ko sem recimo padla na dno, pride tisti strah, ker se hočeš rešiti tega, nočeš v bistvu položnice se bližajo, kaj bom zdaj naredil, o moj bog, in začneš malo iskati službo, in pol sem dejansko dobila službo, nekdo me je poklical in je rekel, glej, jaz imam eno fantastično službo, delo v administraciji, 1200 neto plača, ne vem, potni stroški, ne vem, še kaj vse, ful dobro, ful enostavno delo, ne rabiš nobenega znanja, ampak administracija, resno, to ni zame, glej, jaz berem tarot karte, kaj bom tam številke in to bruh, ne, to ni za mene. In pač ja, ta služba bi mi omogočila, da bi jaz imela plačane položnice, ampak jaz rajši izberem to. Jaz grem vedno rajši na rdečo pot, ne vem, meni je tako bolj zabavno življenje, tako da pač zdaj, nekdo bi se odločil za to in pač ja, neka za 1 leto, 2, 3, 4, mogoče 5 let bi bila v redu ta služba in bi mi omogočila neko stabilnost, da bi se jaz življenje postavila na neka stabilna tla, da bi imela pol neko finančno zaledje, ampak jaz sem to že imela, preden sem šla na svojo pot. Sem imela stabilnost, sem imela finance, sem imela vse. Ampak ko greš ti na tako pot, ful riskiraš in pač to je point življenja, da riskiraš. Zdaj, seveda ne boš delal gluposti, ne boš šel na tako pot, če imaš prazen račun. Ampak če pa greš na tako pot in se ti na poti sprazne, to ne pomeni, da zdaj moraš hitro nazaj iti na to. Ker s tem nisi nič naredil. Pač moraš vztrajati do konca, dokler pač toliko ne popušiš, da vidiš, da res ni. In še ko prideš do te točke, ker sem bila že na tej točki, da sem rekla, jaz sem pač zabluzila sem, nimam kaj, totalno sem zabluzila, porabila sem vse prihranke, porabila sem vse, moram iti nazaj sem, ne. Ampak pol sem si rekla, ne bom šla sem, ker jaz to vidim direkt tako, to vidim kot konec igre, pol si ustvariš to življenje in pol živiš in pač po nekem določenem času ti vse brez veze, ne. Zdaj, nekateri ljudje v tem uživajo in zato tukaj ne v bistvu nočem nobenega, ne vem, kritizirati, če ti izbereš to pot, te ne kritiziram, glej, nekateri ljudje imajo radi stabilnost, ampak jaz osebno ne, jaz imam rada to, kar mene osebno dopolnjuje, kar mi prinese, poglej te 2 karte, no, za katero bi se odločil. Valjda zato, tle neka ženska gor narisana, tle so rože, tle so novci, živali, skratka, to je cela neka pravljica, ne, tukaj, ja, okej, glej, imaš ful velik kelik, tu si lahko v bistvu kredit vzameš, lahko si leasing vzameš, lahko, ne vem, tle si vse živo si lahko narediš to karto, ampak je prazna. Tle so gor neke 2 osebe, ki so v bistvu kamnite, tako da, ne vem, zdaj pa, mislim, glej, ne bom obsojala, okej, pač vsaka gleda na življenje iz svoje perspektive in zato je prav, da če se ti čutiš tle bolj stabilno in bolj prijetno, da si izbereš to pot. Če ne, pa pač si izbereš to, ampak tle vedi, da se boš mogel na nek način boriti, ne, pač tle je borba.
Borba, 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 dobesedno. In jaz, ker sem na tej poti in vedno izberem to pot, nekako mi je ta pot bolj zanimiva, je pač ti povem iz prve roke, da je to borba ves čas. Ves čas so izkušnje, ves čas so neizkušnje, preizkušnje, ves čas so ovire, ves čas prideš na dno, na dnu si, poglej, kako je ta dol, spodaj, ne? On je poklekljen in tu nad njim so te meči, mislim, palce in on se s temi bori. Se pravi, na nek način si vedno na dnu. Pač enkrat že spležaš gor, ne? Enkrat prideš gor, sem pač moraš najprej se naučiti vse te palce skenslati, vse te palce premagati in ko jih enkrat premagaš, se ti sprosti pot in greš lahko gor. Oh moj god, ta pogled je, ok, dajmo zdaj zaključiti, dajmo zdaj pogledati še 3 karte iz vesolja, da vidimo, kaj nam sporoča še vesolje za konec. Tukaj imamo karto zvezda, potem imamo karto petico palic in potem imamo karto hudič. Ker vidiš, zdaj imamo spet obratno, ne? Ker pogledaj tukaj, če pogledaš te karte, ne? Kje je ta norec, kje pristane v kletki? Ok, vem, ok, vse razumem, vse jasno. Ne. Ja, to je direkt to je modra pot, to je rdeča pot, se pravi modra pot, živiš v pravljici. Imaš pač to, kar hočeš, ne, se ti uresničijo te tvoje želje in pač imaš to, kar imaš, ne. Ne vem, tako. Zdaj pa, če izbereš to pot, rdečo pot, to je hudič, ne. Se pravi, to je to se moraš boriti. Borba. Ampak kaj je fora pri hudiču? Poglej malo boljše. Tole kletko. Je on zaprt v kletko? Ne, ni. Ampak kaj dela on? Zatiska si obraz, boji se tega hudiča, boji se te borbe. Boji se, strah ga je te borbe. Ampak poglej, vrata so odprta, on gre lahko kadarkoli ven in to je glih fora teh poti. Te poti, in to je direkt to, oh my god, ta pogled je fantastičen. Fantastičen in glej, mene sploh ne zanima, če je komu všeč ali ne, pač glej, me ne zanima, pač pojdi ven, ne obremenjuj se z mano, adijo, čau, hvala za pozornost. Sem taka, v bistvu v tem videu sem točno taka, kakršna sem jaz v resnici, ne, ker navzven dajem to masko neke pridne punčke, zato ker sem bila tako naučena, ker te sistem tako uči, ker te življenje tako uči, da moraš biti priden, zgleden, da moraš se vsem lepo smehljati in biti prijazen, v bistvu pa si misliš, ne, te stvari znotraj sebe. In to mi gre na živce, dobesedno meni gre to tako na bruhanje. In jaz sem naveličena biti ta pridna punčka in vsem ugajati in me ne zanima več nič. Jaz bom ugajala samo sebi in seveda delaš dobro za druge. Ne delaš tega, da jim škodiš. Ampak včasih moraš biti iskren. In v bistvu iskrenost je angelska energija. Zakaj? Zato, ker ljudi v bistvu jih razburi. In kadar ti razburiš človeka, seveda ne zdaj, da ga ne vem, kako razburiš, pač spet moraš imeti neke moralne vrednote v sebi, ne moraš ti zdaj kar ne. Ampak kadar ti nekomu stisneš na živec, takrat v bistvu njemu povzročiš, da se on začne, da se zamisli in to je v bistvu angelska energija. Hudičeva energija je tako laskanje, je v bistvu glih to, smehljanje in biti prijazen nonstop in ne vem kaj. To je hudičeva energija v resnici. Zato, ker hudičeva energija te vedno spravi na napačno pot, te da v neko ujetništvo. Ujetništvo v smislu, da si pridna punčka in zato staršem ugajaš in si izbereš službo v javnem sektorju, recimo, ne. Ali pa si pač ti kot angelska energija, ne, tle imamo angela, angelska krila, ja, in to ljudje dojemajo kot hudičevo energijo. Zakaj? Zato, ker ljudje dojemajo to dojemajo kot hudičevo energijo. V smislu, če ti nekoga razburiš, je to za njih, ti si hudič. Ne, v bistvu hudič je tisti, recimo pri odnosih je to zelo ženskari, ne. Ženskari so pravi hudiči v smislu, ženskar ti zna pihati na dušo, ti zna povedati najlepše besede. Ali pa pravi hudič, kdo je pravi hudič, ne? Tisti, ki v bistvu naredi neko recimo pizdarijo in potem pride, te razburi, ne, in ker pač naredi pizdarijo dobesedno, recimo, da te prevara, in potem pride nazaj in oprosti, pa kupil sem ti rožice, oprosti, to je hudičeva energija, to laskanje, ali pa, kot sem rekla, pri ženskarjih, ne, ženskar gre ven in on se izbere žensko in pride do nje in recimo ponavadi si ženskari izberejo celo take ženske, ki so videti malo žalostne, malo tako,
take bolj dolgočasene. Zakaj? Ker to je najlažja tarča. Najlažja tarča je neka ženska, ki je tam dolgočasena in še če si malček bolj prikupen, če znaš malo z besedami in poveš 2-3 lepe besede, malo jo popihaš na dušo in ta ženska se potem takoj predane. In v bistvu to je hudičeva energija, laskanje. Laskanje, take sladke, prikupne besede za to, da ta oseba doseže to, kar si želi doseči. Angelska energija pa je iskrena. Enostavno poveš tako, kot je. Ne pomeni, da si nesramen. Zdaj, če si ti užaljen zaradi neke stvari, to ne pomeni, da sem jaz nesramna. Pomeni, da sem jaz iskrena. Zdaj, če sem nesramna, pomeni, da te žalim, da ti govorim, da si, ne vem, kreten idiot in take stvari. To je tudi hudičeva energija, ker pač to je nesramno. Ampak, če pa ti povem, glej, če pa recimo tako, kot sem prej rekla, ne, da so one ženske dolgočasene, pač to je resnica. In zdaj, če si ti užaljen zaradi tega, če si ti recimo v taki službi in se zavedaš, da si ti sama ali pa sam tako dolgočasen v tej službi, da se dolgočasiš še sam sebi, to ni hudičeva energija, ampak to je v bistvu angelska energija, ker ti jaz povem tako, kot je, tako kot jaz vidim. In nisem s tem nesramna, nisem nesramna, nisem hudobna zaradi tega, ampak povem tako, kot jaz čutim. In povem iz srca, ne povem v bistvu zdaj ti si ne vem kaj, ne vem, to je pač nesramno in tako, mislim, hej, zdaj, ok, pustimo stati, oh my god, koliko imamo, 50 minut, spet je to nek dolg pogled. Spet si moram zdaj malo pauze, da zadiham, malo vode moram spet. Ok, da to še zaključimo, se pravi, petica kelihov tukaj nakazuje na konflikte, ne, se pravi konflikti znotraj nas, katera pot je prava. In zdaj tisti, ki berejo karte in pomene kart, bi ti svetovali, izberi to. Jaz berem energije in iz energetskega vidika ti svetujem, izberi to. Zdaj, kaj boš ti izbral, je seveda odvisno od tebe. Če hočeš stabilnost, izberi možnost, ki je stabilna. Ampak zavedaj se, da so na stabilnih možnostih vedno zidovi, strop, se pravi strop. Ne moreš napredovati. V bistvu, če se pol enkrat odločiš, pol lahko greš ven iz te situacije in greš spet nazaj na to pot, seveda. Ampak pač odločiš, katera odločitev je prava zate, glede na to, kaj si ti želiš. Če hočeš stabilnost, če hočeš srečo, veselje in da vse kot v pravljici, izbereš to pot. Če pa hočeš nekaj narediti svojega življenja, če hočeš narediti neko spremembo, če hočeš riskirati in brez riskiranja ni profitiranja, boš izbral to pot, ampak zavedaj se, da ta pot ni enostavna, ker za najboljše stvari se je treba potruditi. Dobre stvari ne pridejo z lahkoto. Zakaj ne? Ker če bi neka dobra stvar prišla z lahkoto, je ne bi cenil. Če bi ti recimo si želel delati v Googlu, in bi dobil danes to idejo, jaz bi pa bil zaposlen za Google, ker recimo ne vem karkoli, in bi se pojavil nekdo in bi ti rekel, evo, ta služba, tebe sprememo, ti, ne vem, takoj padeš notri, ne. Pač ja, ti je ful uno, wow, ne, v Googlu sem, wow, fantastično. Ampak si to dobil recimo, pač v Googlu dvomim, da dobiš tako z lahkoto, ampak hočem, to je samo primer, ne. Si dobil tako z lahkoto, da pol na neki točki ti postane dolgčas, ker se sprašuješ, če obstaja pa še kaj več, ne, nekaj, za kar se moraš boriti, nekaj, za kar se moraš potruditi, nekaj, za kar se moraš izkazati, dokazati. In to je ta pot. In ja, ta pot je v bistvu na nek način ti da občutek ujetosti, ampak ti moraš se zavedati, da so to vse samo tvoji, to je ego, hudič je ego, tvoj ego, ki te v bistvu ti daje tiste strahove, ne to pot izbrati, tukaj treba, glej, starši te ne bojo podpirali, družina te ne bo podpirala, kdo ve, kaj se bo zgodilo s tem, vojne so zdaj, covid je, kdo ve, kaj bo s to poslovno priložnostjo, ali pa pač s tem moškim, ki starši recimo ne odobravajo. To je vse ego, ne, to je vse ego, to so vse te notranji demoni, ki jih imamo vsi v sebi, vsi, čisto vsi. In jih je treba pač premagati, ampak premagaš jih lahko samo tako, da se odločiš za to pot in pač riskiraš. Dajmo samo še eno karto za zaključek tlele. Paž mečev, evo, kaj smo zdaj dosegli s tem? Razčistili smo situacijo. Paž mečev, on v bistvu je mnogo začetek. Zdaj prej smo imeli paža kelihov. Paž kelihov leže po faci, tako lahko vidiš, ne. Paž ta pride, jaz ne vem, kaj bi naredil. Ta pa pride, jaz točno vem, kaj bom naredil. In oba sta še začetnika. Ampak ta je tak, ne vem, ta pa je prepričan vase, samozavesten, ima tle 2 priložnosti in točno ve, katero izbrati. Tako da jaz
verjamem in upam tudi, da ti je ta vpogled pomagal ugotoviti, katera priložnost je prava zate. In če izbereš to pot, ti tukaj lahko rečem, da te čaka zagotovo kaj lepega. Lahko še pogledamo tako eno karto, damo za to pot, kaj te čaka, če izbereš to, karta Luna in kaj te čaka, če izbereš to pot, as palic. Ok, karta Luna, zdaj karta Luna, karta Luna je v bistvu karta skrivnosti, ne. V bistvu prej smo imeli ta odhod na Luno, pač ja, tle v bistvu težko rečemo, te karte so na nek način skoraj da nesmiselne, ker v bistvu ta je as palic, ne, gre za neko novo strastno pot, nekaj, kar te, neka strast, ne. Tako da to je spet v bistvu, zakaj nesmiselno bilo to, zato ker imamo tle dosti različnih ljudi, dosti različnih situacij in pač ja, za nekatere ljudi ta situacija ne bo prava, to je spet odvisno, kako se te energije izrazijo v tvojem življenju, ne. Zato pač moraš uporabljati svoje možgane, tako kot jaz rečem. Mislim, tako kot sem že rekla, uporabljaj svoje možgane in naredi tako, kot ti čutiš, da je prav. Ampak pomembno je, da če izbereš to pot, je v bistvu obe poti so lepe, samo zaupaj, da pač vedi, da tukaj je borba, da tukaj pač se treba potruditi. Tu pa nekaj mi ful svetloba že cel čas žmiga, se opravičujem za te tehnične pomanjkljivosti, ampak tako kot sem rekla, ne, pač jaz sem na tej poti in tukaj pač ni vedno vse tako rožnato in pravljično in nimaš v bistvu vedno financ in vedno vsega, ne, tako da pač je, kar je, ne. Zdaj, če vam kaj ni prav, adijo. Ne, se hecam. V bistvu ja, jaz upam da mi je bil ta vpogled všeč, upam, da ste se zabavali z mano, upam, da niste si preveč jemali stvari k srcu, če vas je karkoli prizadelo, razočaralo, užalilo, dajte razmišljati, zakaj vas je to prizadelo, razočaralo in užalilo, ker se tukaj skriva v bistvu ključ, kako premagati tega notranjega hudiča. Če si v taki situaciji, da res ne veš, katera pot je zate in če prideš res v tako situacijo, ko imaš obe stvari in je v tebi ful konfliktov in ti niti ta vpogled ni pomagal razjasniti in priti do te razjasnitve, če si še vedno tako, ne vem, kaj bi naredil, ne vem, lahko prideš k meni in bomo skupaj pogledali direktno zate, kakšna je situacija. Seveda nič ne bo zastonj. Zastonj je tle na YouTubu. Ok, to je to za danes. In hvala, ker ste bili v moji družbi. Čau, čau.